NN podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav, dragi gledalke, dragi gledalci, poslušalci in poslušalke. Če se ločujete, če se kdaj boste, če ste se že ali pa če poznate ljudi, ki so se zdaj ali pa se kdaj bodo, je to pogovor, ki ga je dobro poslušati. Z mano sta dr. Anja Andrejč-Balažic, psihologinja, ki dela na Centru za socialno delo, in Maša Novak, odvetnica, ki se že 20 let ukvarja s civilnim pravom, predvsem družinskim pravom. Dober dan, dobrodošli obe. Dober dan. Dober dan. Torej, govorili bomo pa tudi o primerih, ne le o primerih, ko gre za ločitve oziroma razveze, ampak tudi o primerih, ko grejo narazen partnerji iz zunajzakonske skupnosti, partnerske skupnosti in tako naprej. In naš namen danes je povedati, na kak način iti narazen, ker je to izjemno stresen dogodek za partnerja in za vso družino, kako iti narazen, če je že treba iti, da s najmanj poškoduješ sebe, partnerja in seveda otroke. Torej, kako ob ločitvi ostati človek. Najprej, zakaj se ljudje ločujejo, mogoče na kratko, najpogostejši vzroki? Gospa Anja. Ljudje, ko se odločijo za ločitev, razvezo, najpogosteje govorijo o tem, da je bila težava v komunikaciji s partnerjem, da je bila prisotna negativna komunikacija, prepiri, da sta se kot partnerja v odnosu odtujila, da imata s časoma različne interese, nekako v odnosu pride do pomanjkanja teh prisotnosti nekih pozitivnih čustev, izkušenj, časa. Pogosti vzroki so tudi nezvestoba, težave z odvisnostjo, nasilje. V bistvu pa podobno ugotavljajo tudi, avtorji tujih študij, da je ravno težava v komunikaciji, negativna komunikacija, negativni vzorci so tisti, ki najpogosteje pripeljajo do razpada neke partnerske zveze. Zanimivo se mi pa zdi tudi neke značilnosti, kot je recimo neenakost prihodkov, stopnja izobrazbe, ko ima nek par občutek, da si neenakomerno deli neka gospodinjska dela, skrb za otroke, torej ta razhajanja nekako. Jaz bi rada to še gledalce in gledalke opozorila o partnerstvih, torej zgodbo prej, preden zakon ali partnerska zveza pride v situacijo, ko dokončno razpade ali razpada, smo o partnerstvih govorili v enem drugem podcastu, prijazno napotujem, da si ga pogledajo. Torej, kako narediti dober odnos, kako stvari v odnosu porihtati, če kaj ni v redu. Gostila sem takrat psihologinjo in psihoterapevtko Andrejo Pšenični in pa psihiatrinjo in partnersko terapevtko Julijo Koržišnik. Mi pa danes govorimo torej, ko že pridemo v situacijo ali pa ko par že pride v situacijo, ko ne gre več. Le določen odstotek ljudi pride k odvetniku, a ne? Mnogi, mislim, da polovica, se sami sporazumejo, kako bodo stvari urejali. Kaj je tisti prvi stik, ko pridejo k vam tisti, ki tega ne zmorejo sami, tisti pari? Zdaj, potrebno je vedeti, da ko se ljudje odločijo za nasvet odvetnika, ponavadi že imajo konkreten problem. Jaz opažam pri svojem delu, da je pa vseeno vedno več tistih, ki pridejo po nasvet, še predno se spustijo v nek postopek. Bodisi postopek pred Centrom za socialno delo, kjer morajo se obvezno udeležiti predhodnega svetovanja. To je nekakšna procesna predpostavka, da lahko formalno začnejo postopek pred sodiščem, torej da podajo predlog. Te ljudje pravzaprav prihajajo v velikem stresu. V velikem stresu dogajajo se jim življenjske stvari, bom rekla, zgodi se, da so v strahu pred tem, da bodo izgubili premoženje, da bodo izgubili otroke, da bodo izgubili ekonomsko neodvisnost, da pač ne bodo zmogli sami. In v tej fazi se mi zdi najbolj pomembno, da se poda nasvet, kako pravzaprav bo nek postopek izgledal. Jaz ogromno, bom rekla, časa in pozornosti namenim temu, da ljudem pojasnim in tudi večkrat tudi narišem, kako bo izgledal nek postopek. Zdaj, v začetku je seveda pomembno ugotoviti,
kakšna so pričakovanja. Ne? Kakšna so pričakovanja strank, ki pridejo, in pa seveda v nadaljevanju jim pojasniti tudi, kaj je realno. Ne? Je pa, ugotavljam, v zadnjem času, bom rekla, več kot 70% se odloča za mediacijo. In to je nek super pozitivni znak, da zadeve grejo v pravo smer. Jaz bom vesela, če se bomo v nadaljevanju osredotočili tudi na mediacijo samo, ker se mi zdi, da je mediacija, na katero seveda je prav, da odvetnik pripravi stranko in da ji pojasni, kaj mediacija sploh je, en tak, bom rekla, miks neke terapije, komunikacije, ki je prej ponavadi velikokrat umanjkala. Je pa stvar odvetnika, da stranki pojasni, da je mediacija smiselna, da praktično ni situacija, razen seveda, kadar gre za neko psihično ali pa fizično nasilje, je res hudo, takrat pač se nimaš o čem pogovarjati, a ne? Pravzaprav se niti ne moreš dogovarjati o neki mirni rešitvi zadeve, če je otrok ogrožen, ampak v vseh ostalih primerih pa je mediacija nujna. Tukaj, ko smo že omenili nasilje, bi rada povedala, da ne bi bilo kakšnega dvoma, da vsem, ki ga doživljajo, absolutno svetujemo policija, centri za socialno delo, SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo, krizni center, ženska svetovalnica, ne odlašajte. Danes o teh primerih ne bomo verjetno govorili, govorimo o tem, ko grejo ljudje bolj običajno narazen, ne zaradi drugih vzrokov, ki ste jih prej omenjali. Če se bomo pa nanašali na nasilje, bomo pa to povedali. Kaj pa ti primeri, ko v bistvu se ljudje sami dogovorijo? Je tega vedno več? Torej, ko sta se partnerja sposobna sama dogovoriti, tako ne gre več naprej, odločila sva se in se potem sama sporazumete. Je tega vedno več? Ja, res, velika večina staršev, s katerimi pač imamo predvsem opravka na centrih za socialno delo, se uspešno dogovarja. Se zmorejo, torej, ko se odločijo za prekinitev partnerske zveze, zmorejo nekako v spredje postaviti otroka, sprejemati odločitve skupaj, sporazumno, torej se dogovarjati, sklepati kompromise, si iti nasproti in se torej sami v bistvu brez pomoči neke tretje osebe dogovoriti. Kar precej jih je, ki še imajo tukaj težavo, še so v bistvu na začetku tega razhoda, ki je zelo čustven proces. V bistvu na strani vsakega v paru se dogajajo številne negotovosti, vprašanja, čustvene stiske, zaskrbljenosti, negotovosti, ne? Tudi neke občutki, bom rekla, jeze, zapuščenosti, neke čustvene torej prizadetosti, in to seveda vpliva na to sporazumevanje v teh vprašanjih, ki se tiče delitve skrbi, ampak zmorejo, kljub tem težkim čustvenim notranjim procesom, zmorejo torej se uspešno dogovarjati. Večina se jih dogovori. Seveda pa ja, zaradi torej postopkovno zahteve, preden gredo na sodišče, je potrebno torej se udeležiti razgovora na centru za socialno delo in res večina že nekako ima začrtane nekako smernice, kako si bosta torej starša po ločitvi razdelila skrb za otroka. Nekateri še rabijo usmeritve, pomoč, podporo pri komunikaciji, pri dogovarjanju, v smeri, da postavijo otroka, torej na prvo mesto njegove potrebe, ampak večina se tudi po teh začetnih težavah torej dogovori. K temu še pridemo k otrokom, veliko bomo o tem govorili. To je eden od glavnih razlogov, da smo danes vse tri tukaj. Kaj pa tisti, ki pridejo k vam, ko pridejo do odvetnika, omenili ste sami že mediacijo, koga pa na mediacijo napotite, pa če lahko malo čisto pravno razložite en šnel kurs, kako v bistvu ločitev poteka. Zdaj, kadar govorimo takrat, kadar imata partnerja mladoletne otroke, ne? Torej, kot sem prej omenila, pred vložitvijo predloga za razvezo zakonske zveze, če je bila ta sklenjena, dodelitev mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo, določitev stikov in preživnine, je pač potrebno najprej narediti to uvodni razgovor pri centru socialno delo. Potem se dejansko s tem, bom rekla, zapisnikom vloži predlog na sodišče. Sodišče vedno strankam ponudi mediacijo, razen kadar gre za kakšne, bom rekla, akutne zadeve, ko je potrebno recimo
za začasno odredbo na hitro določiti kakšne stvari. Pa še takrat zdaj redno zahtevajo mnenje Centra socialno delo. Morate vedeti, da sodišče pač ima spis, ne, in ima vloge odvetnikov. Ne. Sodišče ne pozna strank, niti ne pozna otrok, o katerih odloča. Ne. Se pravi, da je tisti direkten stik, ki ga imaš, si ti kot odvetnik, ne, ko vidiš pravzaprav, kdo pride k tebi v pisarno, in pa seveda Center socialno delo, ki opravi lahko enega, lahko tudi več razgovorov. Ko se pravi, je vložen predlog na sodišče, potem gre ta predlog v izdelavo mnenja k Centru socialno delo, vsaj takšna je praksa, in potem se strankam ponudi mediacija. Se pravi, Center socialno delo včasih že pred uvedbo mediacijskega postopka ali pa potem tekom da svoje mnenje. Zdaj, za mediacijo pa seveda morata soglašati oba. Ne? In meni je zanimivo, kako pravzaprav, meni se zdi mediacija eno krasno orodje, čeprav je za stranke zelo stresna, tudi za nas odvetnike, moram reči, precej bolj kot obravnave na sodišču, ker je mediacija širi spekter vprašanj, spekter enih, bom rekla, tem, ki na sodišču pač niso tema sploh. Ne. Ampak to je prednost, jaz vidim to kot prednost, je pa dejstvo, da je za stranke to lahko zelo boleče. Namreč mediator, zlasti dober mediator, zna pustiti prostor strankam, da povejo vse tisto, kar v času razpada ali pa neposredno pred razpadom niso mogle povedati. In da skupaj določijo, kaj se bo na sodišču lahko povedalo, kaj pa ne, ne? Predvsem, da mediator deluje v konstruktivni smeri sklenitve enega dogovora. Ne? Jaz vedno strankam rečem tako, ne? Sodna poravnava je tista dobra, ki ni odlična za nobeno stran, ki jo izoblikujeta obe strani, ki imata v vidu predvsem res avtentično, iskreno varstvo koristi otroka. Ne? In to je bistvo, ne? Da se zavarujejo koristi otroka, če govorimo o otrocih, da vemo, kako je otrok živel do tedaj, se otrok ni prišel na svet s trenutkom, ko sta šla starša narazen. V principu, ne? Da znata se pravi, upoštevati njegove potrebe, da znata razumeti, kaj ta njun otrok, ki ga ona dva najbolj poznata, nobeden ne pozna tako dobro otroka, kakor starši, ne izvedenec, ne Center socialno delo, še najmanj pa sodnik. Ne? Kaj ta otrok v resnici rabi? In če daš svoje potrebe na drugo mesto, oziroma jih pozabiš, potem lahko res iskreno in avtentično razmišljaš o tem, kaj ta tvoj otrok potrebuje. Kako težko pa je dati v taki čustveno napeti situaciji, ko ste, tako kot ste vi rekli, tako ali drugače, oba prizadeta, dati svoje potrebe na drugo mesto, svoja čustva, dati na stran, kdo to zmore, oziroma kaj naredite, če vidite, da eden ali oba starša tega ne zmoreta, kako jih? Ste mi postavili več vprašanja. Res je, v bistvu vsak par gre pri samem postopku ločitev skozi vrsto nekih sprememb, tako na čustvenem nivoju, kot na nivoju teh sprememb, ko se družina preoblikuje. Ne? In zdaj, mogoče ključno je res tisti, ki zmore, torej čez te čustvene stiske, je tisti, ki poskrbi zase, ki se vzame čas zase, se vključi recimo v neko svetovanje ali terapijo, ki jim tudi mi toplo svetujemo, ki zmore nekako sprejeti vzajemno odgovornost za razpad partnerske zveze. Torej, da sta oba soodgovorna, ali pa če je drug tisti, ki je pobudnik in se za to odločil to sprejeti, odpustiti sebi, drugemu za vse napake morebitne, ki so pripeljale do tega. Torej, poskrbeti zase, sprejeti pomoč, poiskati pomoč, ne, in zdržati te čustvene, namočne spremembe, ki se dogajajo, ne. Ta negotovost, vprašanja, kaj bo z menoj, kaj bo z najinim premoženjem, kje bomo živeli, kako bo z otroci, koliko časa bom lahko videla otroke, ne. Tako da tu je res burno ta čustveno, ampak ko nekdo zmore torej vse te faze dobro predelati, to gre. Mogoče bi se pa dopolnila še, kar se tiče prej, torej
Na Centru za socialno delo v teh predhodnih svetovanjih usmerjamo starše torej k temu, da dosežeta sporazum, da se dogovorita in se sporazumeta. Kolikor se ona dva tukaj dogovorita in večina torej se jih, že takrat center poda eno tako kratko mnenje, da ste se dogovorila v skladu s koristjo otrok in potem skupno podata predlog na sodišče. In potem sodišče v bistvu več ne zaproša centra za podajo nekega mnenja in se ta sodni postopek tudi dokaj hitro lahko zaključi. Težava je pa takrat, ko ravno te čustveni procesi znotraj posameznika ne napredujejo, torej v sprejemanju odločitve, ko ne zmore par ločiti tega, da ima kot partnerja ni uspelo, da pa kot starša boste lahko uspešna. In potem v teh dogovarjanjih, kar se tiče otrok, vnašata te težave v komunikaciji, te zamere v sam postopek dogovarjanja. Ne. Takrat se pa tudi žal neuspešno sporazumeta, ne pride do sporazuma. Ne. In takrat se pa začnejo te postopki na sodišču, spori. Vsak torej vztraja nekako pri svojem videnju tega, kar je najbolje za otroke. In te spori se potem podaljšujejo. Koliko časa pa recimo lahko trajajo recimo ena taka ločitev, če se ne sporazumete? Če se sporazumete, je to razmeroma hitro, to je par mesecev, ne? Maksimalno, lahko je zelo hitro. Ne? Ja, tako. Kaj pa, če ne pride do tega sporazuma? V kakem časovnem obdobju govorimo? Če ne pride do tega sporazuma, je vprašanje, kakšni so razlogi, da do sporazuma ni prišlo. Ne? Jaz bi mogoče sam se navezala na gospo. Jaz vedno rečem ljudem, da je potrebno ločevati propadu partnerski odnos od starševskega. Ne? Ljudje to vidijo kot eno celoto, kot eno gomoto, ki se prepleta in sploh ne ozavestijo, niti ne obesedijo tega, da pravzaprav sta to dva različna pola ene in istega odnosa bila prej, dokler sta bila skupaj partnerja. Ne? Ko se pa razvezujete oziroma ko ta zakonska ali pa zunajzakonska skupnost razpade, potem pa seveda je potrebno to ločiti in je potrebno reči, ok, svoje potrebe v tej fazi dam na stran in ugotavljamo samo potrebe in koristi tega otroka. To je težko, zelo težko. Še zlasti je to težko potem, ko gremo v sodni postopek. Veste, vsi ljudje mislijo, zdaj bom prišel pa z odvetnikom, odvetnik je bom rekla, moja pištola, meč, ki bo seveda posekal glave. In kdo ima zdaj boljšega in močnejšega. Tako. Ne? Zdaj, jaz rečem vedno tako, treba je stopati vedno korak nazaj. Kadar ne moreš naprej, moraš iti korak nazaj. Zato jaz že leta v določenih zadevah svetujem ljudem, ki so v razveznem postopku, da si poiščejo podporo, da si poiščejo pomoč, da si poiščejo bodisi kliničnega psihologa, bodisi dobrega psihoterapevta, ker ti enostavno prideš za določeno, bom rekla, za določeno vsebino. Že v zakon ali pa v partnerski odnos greš z določeno vsebino. Ne? In ta vsebina, če je ne predelaš oziroma ne prilagodiš določenim situacijam, seveda jo preneseš tudi potem odvetniku in jo neseš potem na sodišče in tako naprej. Tako da ozaveščanje teh vzorcev, ki včasih, a veste, pot v peku je vedno tlakovana z dobrimi nameni. Ne? Včasih pravzaprav z dobrimi nameni v bistvu poslabšaš situacijo. Ne? In če človek ozavesti to, je to potem precej lažji. Tako da jaz včasih me kakšni gledajo tudi čudno, rečejo, vi mislite, da je se res sram, vsi rabimo. Vsi rabimo, velika večina nas rab, da ne bom rekla vsi, velika večina. In so potem zelo hvaležni, ne? Ker čisto drugače vstopajo v ta sodni postopek. Koliko časa traja? Ste me vprašala. Zdaj, če v mediaciji ne rešimo tega, mi jaz probamo v mediaciji to rešiti. Mediacija lahko po zakonu traja 3 mesece, pa lahko se jo podaljša. Ampak verjemite mi, da tekom mediacije imaš ti prostor in čas, kjer ti lahko sprobaš različne možne variante. Ti lahko sprobaš, kakšni stiki so ti najbolj po meri, kako otrok na to reagira, a otrok to sprejema ali ne sprejema, a bo takšen način dogovarjanja oziroma takšen način ureditve stikov za prihodnost tudi v resnici ustrezen. In ti imaš tukaj prostor, da ti to ugotoviš. Ne? Če ti dobiš sodno odločbo, ki je takšna ali drugačna, ti tega prostora nimaš, enostavno jo moraš spoštovati. In to je velika prednost. Zdaj, če se v mediaciji ne dogovorimo, gremo nazaj v postopek
in ponavadi se postavi izvedenec klinične psihološke stroke. A ne? Vemo, da je izvedencev zelo malo, da so zelo zasedeni, mislim, da jih je bilo pred časom 12 na listi, če se prav spomnim. Včasih vračajo spise, a ne? Jaz sem zadnjič iz Ptuja dobila en sklep, da da mora biti izvedensko delo narejeno v roku, mislim, da je bilo 1 leta ali nekaj. Veste, kaj je 1 leto za otroka? Veste, kaj je 1 leto za otroka? Ampak kaj pa, govorimo skratka o letih, 3 leta recimo, se je že zgodilo? Meni se je zgodilo, da je postopek trajal 5 let. 5 let? 5 let. In to z otroki? 5 let. 5 let. Jaz se bojim, da je ravno to. Če ne pride do sporazuma, če tudi, torej na centru je predhodno svetovanje in tudi mediacija je ena pot, ki jih centri za socialno delo nudimo torej našim uporabnikom. In torej, če ne zmoreta ne po predhodnem svetovanju, ne po mediaciji na centru, ne po začetku sodnega postopka, ne po mediaciji na sodišču, ne, in se res postavljajo sodni izvedenci, potem pa to traja. Saj so tukaj začasne odredbe, torej začasne rešitve, ki pa žal trajajo lahko tudi leta. Potem, ker ni izvedencev ali pa se kateri od staršev ne more sprejeti mnenja izvedencev, pridajo spet še drugi izvedenci in res potem to traja. In dokler je pa ta sodni proces v zraku, pa se to odraža na starših, v tem, kakšnem psihičnem stanju so oni, kako se oni ravnajo kot starši v odnosu do otroka in seveda otrok tudi vse to zazna. Glejte, odprti sodni postopki negativno vplivajo predvsem na otroke. To imamo številna izvedenska mnenja, ki pravijo, da dajta samo rešiti, dajta se samo dogovoriti. Ker če se ti dogovoriš, je to signal, midva sva še vedno starša. Midva sva se razšla, ne živimo več skupaj, ampak midva sva starša. Dokler bova živa, bova tvoja starša. In to je signal, ki ga otrok mora dobiti. Otrok rabi varnost. Se pravi, rabi varnost in rabi predvidljivost. To pomeni, da če ti rečeš z očkom ali pa z mamico sva se zmenila, da boš ti, 3 dni pri enem, 4 dni pri drugem, ali pa čez vikend pri enem, pa potem čez teden pri drugem, nima veze. Kako? Potem je to signal, da reče, ok, ni se porušil moj svet, še vedno jo imam, mata me rada, malo bom pri enem, malo bom pri drugem. In jaz opažam, da kadar je ugoden, kadar je hiter dogovor, otroci praktično izidajo iz tega brez nekih trajnih travm in poškodb. Pridemo k temu, ker to je tudi znanstveno podprto. Ja. Ampak to bi vas še rada vprašala. A se vam je kdaj v praksi vaši odvetniški zgodilo, da ste svojemu klientki rekli, lejte, ne delate tega? Velikokrat. Res? Zelo velikokrat. S kakšnimi zahtevami pa recimo pridejo do vas? Veste, zahteve so vse mogoče, od tega, da otrok ne bo imel stikov, ker ne vem kaj, ker je on takrat rekel, da ne vem, nekaj, ali pa ne bo imela stikov. Zahteve so vse mogoče. Veste, bistveno je, kadar delaš te družinske zadeve. To niso običajne zadeve. To ni običajna pravda. Veste, v običajni pravdi odvetniki se poslužujemo vse mogočih taktik. Veste, takih in drugačnih. V družinskih zadevah moraš biti pa ti tudi človek, predvsem človek. In se mi zdi, da tudi za družinskega odvetnika se trenutek, ko gledaš drugače na te družinske zadeve, zgodi, ko imaš samo otroke. Ko imaš samo otroke. In potem drugem, recimo jaz govorim iz lastnih izkušenj, drug moj tak moment je bil, ko sem začela delati na sebi. Ko sem opisala študij psihoterapije, ko sem pravzaprav začela raziskovati pravzaprav, kaj se meni dogaja v teh postopkih, vedno znova in znova, kako gledam na te stvari. Tako da momentov je več, ne bom pa nikoli pozabila pretresljive zadeve, ki sem jo imela leta nazaj, če smem povedati. 4 otroci so bili, starša sta se borila, da bosta imela skrbništvo en in drug, oba na smrt. In temu nekako sva tudi sledila kar odvetnika. Se nama je zdelo, da to pa res, da drug starš nima ustreznih kapacitet, čeprav se je potem izkazalo, da v resnici temu ni tako. Imeli smo izvedenska mnenja, mislim, da 2 izvedencev. Spis je bil tako obsežen, da sem si jaz kupila kovček za na sodišče, ogromen kovček. In na enemu izmed narokov mi je ta kovček počil, ker enostavno je bilo materiala preveč, da bi ga jaz lahko fizično nesla tja.
In spominjam se, da smo prišli na obravnavo in moja stranka v solzah pove, da so našli hčerko, da se je napila tablet, da je vzela en kup, ne vem, nekih tablet, da je hotela samomor narediti. Jaz vam povem, v tistem momentu nam je bilo vsem kristalno jasno, da se moramo zmeniti tisti moment takoj, ker drugače ne bo več 4 otrok, bosta morda samo še 2. Ne? In ko smo sklenili poravnavo in ugotovili, da pravzaprav je ta postopek tisti, ki v resnici obremenjuje otroke. Namreč te otroci so mogli najprej povedati na centru socialno delo. Pa govorim o tem, da ni bilo nobenega nasilja. Me razumete? Da je bila, pač razšla sta se starša, neke zamere sta imela in sta prišla do situacije, ko pač nista več mogla biti skupaj. Vse je v redu. Ampak ta dolgotrajnost tega postopka, pa ne krivim za to niti izvedence, niti sodišče, niti odvetnike, niti stranke pravzaprav, ne, do določene mere. Sej, ne, me razumete, ona dva sta pač oba mislila, da sta pač res boljša, nista si našla pomoči, s katero bi lahko morda imela drugačne uvide. V tisti fazi, ko je moja stranka to povedala, je bilo kristalno jasno, da se moramo zmeniti. Smo se zmenili. Na tistem naroku smo se zmenili, stopili smo ven, s kolegom odvetnikom sva stopila ven, oba sva bila popolnoma iz sebe, sva rekla, zdaj pa vrak odnesu šalo, ne? In smo sklenili sodno poravnavo. In ta človek se je potem še javljal en teden. Takrat je bilo to je bilo dolga leta nazaj, je bilo to nenavadno. Ne? En teden bodo 4 hčere pri očetu, drug teden bojo pri mami, kako se bojo to selile, saj to je vendar nemogoče. Tudi mnenja, stališča izvedencev so bila takrat takšna, da to ni v korist otrok. Super funkcionira. In zdaj je to tudi povsem običajno. Ne? Povsem običajno. Ja. To je bilo, vam povem, zagotovo 15 let nazaj. Zdaj pa prihajamo k temu, da se take stvari ne bi dogajale. Kako je treba k temu pristopiti kot starš? Skratka, starša, ko se razideta, nikoli ne bosta nehala biti skupaj starša tem otrokom. Nobena zveza, nič, kar pride kasneje, ne more razdreti tega, da sta oba starša tem otrokom in da morate skrbeti za njihovo dobrobit. Mislim, da je doktorica Gabi Čačinović-Vogrinčič v enem 24 ur fokusu, ki smo ga naredili na to temo, tudi vi ste sodelovali takrat v pripravi tega prispevka daljšega, rekla, če se do takrat nista mogla sporazumeti, ko se ločujeta, se morata začeti razumeti zaradi voljo otrok. Takrat morata biti še bolj starša, kot sta bila prej. Ne? To je tudi to, kar ste vi prej omenili. Torej, da je treba ločiti partnerstvo in starševstvo. Ne? To na centrih za socialno delo tudi povejo. Kako se torej dogovoriti v korist otroka in kako z otrokom komunicirati? Vem, da večkrat poveste, otroci rabijo red, predvidljivost, občutek varnosti. Kako povedati otrokom, da gremo narazen njihovi starosti primerno? Kaj morajo vedeti, česa ne? Vem, veliko sem vprašala. Ja, ravno zato, da se preprečijo taki primeri, ne, kot je sogovornica razlagala, je potrebno v bistvu več dejavnikov, več stvari je potrebnih, da se res to dogovori vse skupaj v največjo korist otroka. Ne. Seveda, starši pač se mi zdi ključno, no, res je pomembno, da razumejo, da je otrok ločena oseba, da ima drugačne izkušnje, drugače vidi svet, drugače vidi svojega starša, kot ga vidi mama ali oče. Ne? In da se v bistvu ves ta čas ravno to poudarja. Otrok ima pravico do obeh staršev, otrok ima rad oba starša, otrok si želi biti z obema staršema. In otroci to povedo v razgovorih. Ne? Otroci ne želijo izbirati, ker imajo radi oba. Otroci želijo čas enako razdeliti, zato da ne bi prizadeli enega ali drugega. Kaj otroci potrebujejo, je torej veliko časa z obema, povezanost, ohranjanje odnosa z obema staršema, torej čas, pozornost, ljubezen, izkušnje pri enem in pri drugem staršu, ne? Seveda razen izjem, torej o tem smo rekli, da ne bomo, ne? Ampak torej, če gre za izpostavljenost nasilju, zanemarjanju, odvisnosti, če gre za ogroženost otroka. To v začetku res hitro je pa treba vzpostaviti rutino.
torej neko predvidljivost, neko strukturo, nek stalni vzorec, ker to daje otroku občutek varnosti. Tako bo otrok dobil občutek, zagotovilo, da ima oba starša, da ni izgubil ne enega, ne drugega, da ga imata še naprej oba rada, da bosta še naprej oba v njegovem življenju. Ne? In ravno temu je prav, da sledita starša. Torej, da sprejemata otrokov odnos z drugim staršem, da zaupata vzgoji, pristopu drugega starša do otroka, da mogoče tudi kakšno majhno pomanjkljivost zamižita, gledata skozi prste in nekako sprejmeta, da ima tudi drugi starš lahko druga stališča, drug vzgojni pristop, otroku da druga znanja, ne vem, druge izkušnje, druge hobije, razširi v bistvu otrokov svet z drugimi ljudmi. In takrat ima otrok več možnosti, opore čustvene, več možnosti virov pomoči, torej njegov svet se razširi. Ne? In to pa ni enostavno, ne? Ampak res torej dati v ospredje otroka, njegovo potrebo, svojo potrebo lastno, torej malo na stran, delati na sebi, vzeti si čas za sebe in sodelovati. Torej, res nekako se probati približati v teh dogovorih starša, sklepati kompromise, reševati težave, ne se ukvarjati toliko s čustvi ob tem, ampak samim konkretnim težavam, kako bodo stvari uredili. Ne? Se torej izogibati nekim konfliktom. Kar se mi zdi pa najhuje, no, pri tem je, ko se starša pa ne zmoreta dogovarjati, sporazumevati in nekako ne najdeta več nekega skupnega jezika, takrat pa to preložita na otroka. Ne? Naj otrok pove, kako si želi. Ne? Bomo otroka vprašali, ali pa meni otrok pove to in to. Ja, ampak ta otrok lahko drugemu staršu pove pa drugače. Ker pogosto govorijo to, kar želijo starši slišati od njega. Ja, otrok ima rad oba, on je lojalen do enega in drugega, ne želi prizadeti ne enega in ne drugega. Če pa starša potem ne zmoreta se dogovarjati, ona dva sprejeti te odgovornosti in jo prelagata na otroka, pa otroka spravljata v stisko, ta notranji konflikt. In takrat otroci razvijajo pa različne načine. Lahko se postavijo na stran enega, šibkejšega ali močnejšega, lahko so posrednik, lahko poskušajo to nekako urejati, malo preobrnejo informacije za to, da bi zgledili stvari, ali so izjemno pridni, ali pa imajo težave, ne? Notranje čustvene težave, stiske in tako iščejo pozornost, ali pa skozi svoje vedenje. Ne? Torej, te stiske se lahko otrok na zelo različne načine kažejo. Vi ste jih zdaj opisali, vi ste ekstremno stisko opisali, ne? Kaj se lahko tudi v skrajnosti zgodi. Na kaj morajo biti pa starši pozorni? Otroci se torej lahko tako kot na vse druge stiske odzivajo čustveno, tako da to ponotranijo, torej so žalostni, potrti, doživljajo sram, zaskrbljenost, skrbi, tudi pride do res kakih samopoškodb, ali pa kažejo to navzven, skozi vedenje, imajo težave s pozornostjo, učne težave, imajo težave v odnosih s prijatelji. Ne? Te otroke bomo prej prepoznali, starši bodo prej videli, da otrok skozi svoje vedenje nekaj sporoča. Ne? Otrok v bistvu, ko ima mogoče neke prepire z vrstniki, bosta se oba starša začela s tem ukvarjati. Pa bo prej starš videl, otrok je v stiski, nekaj s tem sporoča. Težava je pa z otroci, ki so zaprti vase, ki so čustveni, ki so tam nekje osamljeni v sobi in v bistvu starši sploh ne zaznajo neke notranje stiske, ali pa otroci v bistvu ne zmorejo ubesediti, ne zmorejo, niti ne vejo prepoznati svojih čustev in stisk, niti ne znajo, ne najdejo besed, ker jih seveda glede na svojo razvojno starost ne zmorejo. Ne? Tako da predvsem to, da so starši pozorni, da imajo odprte oči, da spremljajo otroka, jim namenijo dovolj časa, dovolj prostora, torej, da je lahko otrok, da je lahko odprt, sproščen, da lahko pove. Ne da se ga kar hitro pomirja otrok, ampak da zmore govoriti o sebi in o svojih izkušnjah. Doktorica Gabi Čačinović-Vogrinčič je takrat tudi rekla, veste, v kakšni stiski je otrok, ki se mora odločati med obema staršema, v kakšni stiski, ko mora potvarjati svoje čustva in se prilagajati enkrat enemu, drugič drugemu, vmes pa izda sebe. To je nedopustno. Ona je rekla, to ni bojišče, starši bi se morali tega zavedati. Ne sme biti tukaj v bistvu nekega zmagovalca, ampak moramo iskati pač to dobro za otroka. Zdaj,
otroku na primeren način njegovi starosti stvari pojasniti. Pojasniti vse, kar se dotika njega, če prav razumem, a ne, torej, kako bo izgledal njegov vsakdan, kako boste skrbela. Ubesediti to, da ga imata oba še rada in da ni on kriv, da nima on veze s tem, da sta šla narazen, a ne. Hkrati, skratka, zelo veliko komunicirati o tem, hkrati pa, me boste popravili, če bom kaj narobe rekla, ne razlagati tega, zakaj, podrobnosti, zakaj sta šla starša narazen. To stvari, ki se njega ne tičejo, ne smemo otroku obremenjevati. S tem je tako? Tako, ja. Ja. Otrok rabi neko besedno razlago, primerno njegovi starosti, kot ste rekla. Torej, ne bova več živela skupaj, živela bova eden tam, drugje, imel boš 2 domova, dom pri mami in dom pri očku, ne. To, kar so pa razlogi, kar je med njima pa res ne obremenjevati otroka, ne, v tem, kako bo s preživnino, kaj je kdo povedal na sodišču, to so izjemno neprimerne stvari za otroka, ne. Otroci si ne vedo tega niti razlagati, niti ni to njihova stvar in potem se jim nalaga prevelika neka teža, ki še je ne zmorejo otroci. Eno je torej besedno, kar otrok sliši, kar se mu pove, drugo je pa, kar mi ne besedno sporočamo, neverbalno, ne, z svojim odnosom. Ne. Jaz večkrat tudi povem uporabnikom, ko rečejo, ne, nisem nič povedal, ja, ampak samo zavijamo z očmi, samo pogledamo stran, samo vdih, zajamemo sapo in s tem veliko sporočimo. Ne. Ker otrok mora čutiti, ne, da se v bistvu oče in mama, recimo, če pač gre za očeta in mamo, da se spoštujeta še vedno. Ne. Mora dobiti ta signal, da čeprav sva šla narazen, se nima več na ta način rada, da bova ostala skupaj, ampak še vedno pa spoštujem tvojega očeta, še vedno spoštujem tvojo mamo. Ne? Lejte, to je nujno potrebno. Ne? Mislim, da se večina staršev sploh ne zaveda, kakšen konflikt lojalnosti pravzaprav otrok ima. Ne? Oba seveda si želita, da bi čim več časa preživela ali pa da bi recimo bil otrok nima zaupan varstveno vzgojo, čeprav to ljudje si čist, bom rekla, napačno tolmačijo. Ne? To je neka, bom rekla, nek pojem, za katerega ljudje mislijo, da če pa bo otrok dodeljen meni v varstvo vzgojo, imam pa jaz izključno oblast in je samo moj. Ne? Mislim, da veste, to je zabloda prve vrste. Ne? Tako da, če bi ljudje vedeli, koliko v bistvu trpljenja povzročajo svojim otrokom s tem, ko jim razlagajo stvari iz sodnega spisa, s tem, ko jim razlagajo neke okoliščine, ki pravzaprav niso za nobena, razen za terapevtova ušesa, v resnici, ne. Če bi imeli malo kritičnega uvida v to, da je to pač neko bitje in samo malo empatije. Veste, sej ni težko se postaviti v vlogo 5-letnika ali pa 10-letnika, a ne, ko ga voziš od centra socialno delo do izvedencev, do neformalnih razgovorov na sodišče. Ne? Jaz pač tega svojim otrokom ne bi želela narediti. Za nobeno ceno, me razumete? Za nobeno ceno. Ne? Želela pa bi mu dati vzgled, da se lahko dogovorim. A ne? Ampak, se pravim, vedno to ni mogoče in mogoče več takih oddaj, kot je vaša. Ne? Bo pa mogoče naredili en premik naprej, zato da bojo ljudje razumeli, da na sodišču se ne odloča vedno pravično, pa vedno prav, ampak na sodišču pač sprejme odločitev, ki je za sodnika, ki je tudi človek. Ne? To pozabljamo. Ne? Mi mislimo, da sodniki, to je pa zdaj nekdo, ki ve vse. Ne? Je isto človek kot jaz, kot vi, kot gospa, vsi smo ljudje. In pač sproducirajo neko odločitev, ki lahko ni po meri človeka. Ne? Tako da to je, se mi zdi, dober signal za naprej. No? Kako se pa razlikuje recimo ločitev ali pa konkretno ljudje, ki pridejo k vam po nasvet odvetniški, ločitev pri paru, ki je brez otrok, pa par, ki ima otroka. Mislim, hočem reči... Tisti, ki nimajo otrok, v bistvu jih zanima samo skupno premoženje. A ne? Kako bova zdaj midva to razdelila? Kako pa se deli? Deli se lahko, se pravi, sporazumno, torej s sklenitvijo sporazuma. Ta sporazum o ugotovitvi obsega in delitvi skupnega premoženja mora biti zapisan v obliki notarskega zapisa. Kaj pa se deli? Deli se pa, torej skupno premoženje so vse premoženjske pravice, ki jih zakonca ali pa zunajzakonska partnerja pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze. Se pravi, 2 pogoja sta, eno, da je z delom in drugo, da je v času trajanja. Se pravi, pravna posledica nastanka zunajzakonske skupnosti ali pa zakonske zveze na premoženjskem področju je skupno premoženje. Zdaj, okoli tega, a veste, jaz, ko stranke pridejo, jim najprej
tako kot sem prej rekla, narišem, kaj je skupno premoženje. Najprej, da ugotovimo, kaj dejansko je skupno premoženje. Če se uspemo dogovoriti glede obsega, se ponavadi uspemo dogovoriti tudi glede delitve. Morda samo še to, zakon govori o domnevi enakosti deležev, torej za vsakega do polovice. Lahko se pa kdaj dokazuje, oziroma se dokazuje v postopkih, da je nekdo prispeval več. Ne? Potem se pa štejejo nematerialne storitve, se pravi, kdo je likal, kuhal, prav, in pa seveda tudi finančni vložki oziroma finančni zaslužki, čeprav, če so manjša odstopanja, to nikoli ne vodi do različnih deležev. Meni je nekoč ena pravnica povedala, da skratka, iti na razen je tudi drago, ne? Ker potem sta dve gospodinjstvi, v bistvu dvojni stroški in tako naprej. In da obstajajo primeri, da je tudi sama recimo že doživela, ne, da so k njej prišla dva, je bilo jasno, da se morata ločiti, ne, da nista več skupaj živeti in sta se želela ločiti. In ko so pogledali plače in ko so pogledali, kje živijo, kredite, praktično sta bila na tem, da se ne morata ločiti. Ne. Tako da sej premoženjsko stanje je tudi ena od stvari, ki je nek varovalni ukrep pri tem, ali pa zna napovedati, en od teh napovedovalcev, ali bojo otroci išli iz ločitve v redu ali ne, je tako? Tako je, to je pomemben dejavnik. Ja. Tako. Najhujši dejavnik, ki lahko negativno vpliva na otroke, je pa v bistvu ta visoka konfliktnost, torej če gre za nek odnos visoke konfliktnosti. In to, ne glede na to, ali se starša ostanete skupaj, ali v bistvu se ločujete. Skratka, konfliktnost je tista, ki otroka najbolj poškoduje, ne pa samo dejstvo, da gresta na razen. Koliko ljudi pa v bistvu v tej konfliktnosti vztraja, recimo še dolga leta, pa se ne loči, in koliko ljudi to konfliktnost vleče naprej tudi po ločitvi? Na srečo te odstotki, po mojih izkušnjah in tudi kako lahko vidimo statistične oziroma neke podatke, bi rekla tako 10 do 20%, no, taka petina je takih, ki se vlečejo leta in leta, ki recimo tudi na centrih jih srečujemo, ne vem, vsako leto, vsaki 2 leti ali vsakih nekaj let, ko se ta konfliktnost torej vleče, ko starša ali sploh ne komunicirata, pa je to čisto paralelno starševstvo, ali pa sta v konfliktnem zelo starševstvu, ne. Tako da ja, na srečo pa večina tistih, ko ali že na začetku gredo mirno, in torej ni nekega konflikta, ali pa na začetku je, pa potem s časoma tam po 2-3 letih se umiri in ni konflikta in je torej nekako se družina prilagodi na to drugo obliko. Res pa je, ne določa toliko, ni tako pomemben dejavnik torej za otrokov razvoj, samo dejstvo, v kakšni strukturi družine živi, ali je to enostarševsko, dvostarševska sestavljena ali kakšna druga oblika, ampak kakšni so odnosi v družini, kakovost odnosov med staršema v družini je tista, ki bolj določa. Predvsem torej kakovost odnosov, komunikacija, po drugi strani pa tudi psihično zdravje oseb, ki skrbijo za otroka. Torej, izkaže se recimo tudi na podlagi prakse in literature, predvsem depresivnost matere, ne, starša, je zelo velik dejavnik tveganja torej za razvoj težav otrok. Ne. Torej, izjemno pomembno to, kar je tudi gospa rekla, ne, da napotujete, ne grejo na terapijo, torej, da starša poskrbita, ko se ločujete, tudi za svoje duševno zdravje. Ne? S tem boste največ tudi naredili za otroka. To je zelo pomembno. Rekla tudi na podlagi naših izkušenj. Na centrih za socialno delo izvajamo tudi socialno-varstvene storitve, osebne pomoči družini za dom in tudi naše uporabnike napotujemo torej v institucije izven centra, psihoterapevtske različne smeri ali pa svetovalnice. In po naših izkušnjah, torej takrat, ko se oba ali pa vsaj eden v paru odloči za svetovanje, torej za delo na sebi, potem se izkaže tudi, da sam postopek ločitve in te sodni procesi potekajo tudi bolje, no? Nekako bolj mirno. No? Tudi sama recimo delam veliko z starši in čeprav se na začetku res zelo veliko težav odločijo za ta korak, priti na svetovanje, ne? Ker še vedno je neka stigma
stigma, se mi zdi pri nas, ne, to pa pomeni, da nisem psihično zdrav, ne. Ampak ko se odločijo, ko te prve korake naredijo, včasih samo nekaj pogovorov, ne, prav vidim, da jim doda moč, da so bolj sigurni v teh svojih korakih, da zmorejo res videti tudi tisto, kar je najbolje za otroke. Čeprav so mislili, da bodo mogoče na svetovanju nekaj drugega slišali, ne, da bo jim nekdo samo pokimal pa dal prav v tem boju, ne, ampak zmorejo torej v sebi ta čustveni boj nekako razviti v tej smeri, da poskrbijo za sebe, torej sprejmejo to strokovno pomoč, sprejmejo čustveno oporo bližnjih ljudi, sprejmejo tudi praktično pomoč, se mi zdi tudi to pomembno pri enostarševstvu, ne. Torej, ko en sam starš skrbi za otroka oziroma ima dneve, ko je z otrokom tudi potrebuje torej varstvo, pomoč, ne. Torej, in se izkaže, da je to res v veliko pomoč. Torej, nekaj smo že rekli o tem, česa absolutno ne delati, ne pred otrokom obračunavati, ne ogovarjati drugega starša, tudi neverbalno pač pokazati neko zaupanje oziroma spoštovanje do drugega starša in tako naprej, na kak način govoriti z otroki. Kaj pa, če v bistvu gre za starše, ki nočejo na terapijo, ki niti niso sposobni v bistvu te čustvene regulacije pri sebi, ki niti svojih čustev ne znajo dobro prepoznavati, ki, kot se reče laično, dajejo na jezo ven. Kako potem ukrepati? Taki verjetno pogosto pridejo potem k vam, ne? Kaj s tem? Pogosto. Niti ne bi rekla, da prav pogosto. Zdaj, a veste, kadar imate tazga starša, ki ogroža otroka, ne, potem pač je treba razmisliti, kako močno ga ogroža, ne. Naredi se ocena ogroženosti, ne, in pomembno je tudi, bom rekla, psihološko stanje otroka, ne. Vi imate otroke, ki pravzaprav so odrasli v nemogočih razmerah, ne, kjer niso imeli nobene spodbude življenjskega okolja in bi v principu morali zelo slabo iziti iz tega, ne, in izidejo praktično, ne bom rekla nepoškodovani, ampak malo poškodovani, ne. In imate otroke, ki pravzaprav je obratna situacija, ne, in se dobesedno razpadejo, ne. In treba je ugotoviti, kaj za konkretnega otroka to pomeni, ne. Jaz absolutno v takih zadevah, potem pa brezkompromisno, tle pa ni, a veste, nobenih, bom rekla, nobenih stvari, ki bi me od tega res odvrnile, takrat pa pač je treba iti na nož, ne. Takrat je pa treba predlagati regulacijsko začasno odredbo, zbrati dokaze, dobiti pomoč, tudi neko kakšno strokovno mnenje. Takrat pač je treba tudi zelo tesno sodelovati s centri socialno delo, pridobiti to oceno ogroženosti in pač predlagati določene ukrepe, ne. Ker veste, ta skala teh, bom rekla, ogrožujočih ravnanj je zelo široka, a ne. Ti imaš lahko starša, ki popolnoma nekritičen in nima nobenega uvida v lastna ravnanja, ne. Imaš recimo potem, to vidiš potem iz izvedenskih mnenj kasneje, ne, da imaš, ne vem, recimo narcisistično osebnostno motnjo, ne, da imaš borderline, ne, da imaš lahko se pravim, skala teh stanj, ki povzročajo škodo, je lahko zelo široka. Seveda ti pa prej nimaš tega mnenja v rokah, da bi lahko s tem argumentiral na sodišču, zato jaz ponavadi, da nekaj imaš, a ne, eno zaradi podpore, se pravi staršu in otroku, in drugo tudi zaradi, bom rekla, dokazov, ki jih moraš predložiti sodišču, a ne, ker tako, kot sem prej rekla, sodnija ne pozna strank. A ne, sodnik ni vsemogočen, on pač ima, kar ima v spisu, a ne. Potem to predložiš sodišču in predlagaš ureditveno začasno odredbo, ne. To pa je nujno potrebno, nujno potrebno. Tu bi se čisto strinjala, ne. So torej primeri, ko gre za to, da je otrok izpostavljen nasilju, zanemarjanju, torej res opuščanju skrbi dolžne za njega, ko ni v nekem varnem okolju, ko je izpostavljen odvisnostim in še kakim drugim, torej neustreznim oblikam, takrat je pa res pomembno, no, tudi ta sodni procesi, da sodišče tukaj izvede vse potrebne ukrepe za zaščito otroka. Prav tako tudi, to je pa sicer ena druga tema, v primerih torej starševskega odtujevanja, ne. Tam je pač, ko več ne delujejo svetovanja in terapija in dogovarjanja, takrat je pa res pomembno tudi sodišče, ne.
Če bi zdaj recimo povzele bistvo, tako da potegnemo eno črto, preden gremo naprej. Ločitev skratka ni lahka stvar, ampak če se za njo odločimo kot starši, kako jo narediti lažjo oziroma kako ne narediti iz ločitve nekega vojnega polja na hrbtih otrok. Tako kot ste rekli, ne? Se mi zdi ravno to, ne? Torej, ne narediti vojna iz tega, ne narediti boja, dokazovanja, kdo je boljši, kdo bo imel več ali manj, ne? Ampak res čim bolj mirno, čim bolj sporazumno, sprejeti vse možne oblike pomoči, mediacije in vsega, kar je pač možno res viro v smeri dogovarjanja, ne poostrovati konfliktov, sporov, nadaljevati te boje, ker potem zmanjka čas zase, zmanjka čas za otroka. Ne? Tole sem mogoče prej še pozabila vprašati, kako pa izidejo ti otroci ven, ko v bistvu se starša ne ločujeta v dobro otroka, ne? Hkrati imata pa visoko konfliktno zvezo leta in leta. Ne? Pogosto se sliši to, otroci so še majhni, ne bomo se ločili, otroci so zdaj najstniki, ne bomo se ločili, hkrati pa recimo ti otroci živijo torej s tema staršema ali v neki zvezi, ki praktično nima nobene čustvene komponente, več nobene povezanosti, vzporedna življenja enega in drugega starša, hlad celo, ki ga otroci čutijo, ali pa pač konstantno visoko konfliktnost, torej ti prepiri in vse, kar sodi zraven. Kaj pa to otroku naredi? Zdaj pri končnem izidu, ne, nekih splošnih prilagoditvah odraslih vpliva več dejavnikov, tudi temperament, strategije soočanja s težavami, neke intelektualne sposobnosti, osebnostne značilnosti. Na splošno pa pač tisti otroci, ki odraščajo v družinah, kjer so težave v komunikaciji, kjer so v odnosih starši odtujeni, imajo dolgoročno, torej kot odrasli lahko tudi sami težave v partnerskih odnosih, tudi sami imajo lahko težave v komunikaciji in tudi sami lahko razvijajo neke čustvene stiske, težave, depresivnost in žal tudi statistično se pogosteje sami ločujejo. Se dogaja kdaj, da otroci potem recimo po dolgih letih takega konflikta med staršema rečejo, še dobro, da sta se ločila? Ja, jaz žal kar pogosto slišim tudi, da starši rečejo, da otroci rečejo, staršem, mama, čas je že, da se razideta, ne, ali pa kot odrasli, zakaj se nista prej razšla. Zakaj se nista prej razšla? Jaz sem imela stranke, ki so prav otroci bili tisti, ki so opolnomočili enega izmed staršev, da je začel postopek. Saj to je v bistvu žalostno, ne? To je zelo žalostno, ker je ta drug starš popolnoma očitno utopel v vseh teh letih nasilja in enostavno ni imel več moči za boriti se, ne? In so potem otroci pravzaprav, kar se ne bi smelo zgoditi, po mojem mnenju osebnem, bili tisti, ki so pravzaprav bili razlog za to, da je mama pa končno uvidela, da je pač potrebno zaščititi pred nadaljnjim nasiljem otroka in seveda tudi sebe, ne. Jaz sem vsakič, ko slišim kakšno tako zgodbo, da potem vlagamo razne ukrepe po zakonu o preprečevanju nasilja v družini in tako naprej, v bistvu presenečena pravzaprav, koliko zelo veliko lahko ljudje potrpimo, ne. In to odrasli ljudje, kaj šele otroci. Ja, veste, v tistih najranljivejših obdobjih, ko bi pravzaprav morali imeti samo varnost, streho nad glavo, bom rekla, obroke redne, pa prisotnost staršev, ne? Prisotnost staršev. Tako da, ampak to se, veste, potem vse zelo potencira v sodnih postopkih. Vse te strukture, ki jih človek ima, seveda eksponencialno narastejo v nekih sodnih postopkih. Zato je prav, da z veliko mero, bom rekla, pazljivosti in z veliko mero preudarnosti se odločaš o tem, kaj boš v postopku se dogovoril, ne? Pomembno tudi to verjetno, da ves čas vemo, da ne gre tukaj za moja pravica do otroka, tvoja pravica do otroka, ampak pravica otroka do, ne? Da o tem v bistvu ves čas govorimo, ne? A veste, otrok ni objekt, ne? A veste, ko pride kakšna stranka k meni govoriti, koliko da bi si prišla nek objekt prilastiti, ne? Bom rekla, ko ti ugotoviš, ne, da je otrok subjekt, ne, ki ima lastne potrebe, ne, in ko slišiš pravzaprav, kaj ta otrok hoče, ne, in to ni vedno prijetno, ne. Veste, to ni vedno prijetno, ne, ker otrok pove tistemu od staršev, pri katerem je
na način, da bo ta starš zadovoljen, a ne. In drug mu pove na način, da bo drug zadovoljen, a ne. In seveda oba nista včasih sposobna prepoznati, da pravzaprav je to neke vrste pač manipulacija, a ne, z namenom, da ne bi koga od staršev izgubil, a ne. In ko dopustiš možnost, da je temu tako, ne da verjameš, ampak dopustiš samo možnost, potem se ti odpre cel nov svet, a ne. Tako da to tle se mi zdi, da kot starši imamo veliko še za narediti, veliko še za, bom rekla, premisliti, a ne. In ni vse samo, bom rekla, ni rešitev, končna rešitev sodišča, lahko tudi najboljša rešitev, a ne. Če to nadaljujemo, torej bi rekla, manj se ukvarjati z bivšim partnerjem, s tem, kar je bilo, več z otrokom, ne. Otroci si želijo samo čas z enim in z drugim, ne. Več časa posvetiti temu, no, res pozornosti, ker prehitro zrastejo, ne. Kaj pa potem kasneje, recimo, če imajo nekdanji partnerji, torej eden ali drugi ali oba, nove partnerje, morebiti tudi oni otroke iz prejšnjih zvez, kaj za te sestavljene družine niso več nobena posebnost, ne obstaja ena sama oblika družine zveličavna niti podrazno. Kako pa naj te sestavljene družine v bistvu funkcionirajo, da funkcionirajo dobro? Na kaj je treba paziti? Vem, da psihologi recimo opozarjate, da ko pride nov partner, naj se to ne zgodi takoj, ko se zgodi ločitev, ne? Da je treba to postopno, da je to prevelik šok za otroka, če istočasno se starša ločita, potem pa že čez 2 meseca recimo novega partnerja še spoznajo, ne? Skratka, na kak način te stvari urejati, ko pride do novih partnerstv? Bi rekla podobno, kot smo že sedaj govorili, torej postaviti otroka na prvo mesto. Je pa seveda to težko. Nekdo, ki je sam, ki si želi partnersko zvezo, ki je nekako hrepeni tudi sam po ljubezni, je v teh odločitvah čustven, ne? Želi imeti partnerja, želi z njim ne vem, graditi družino in seveda zato tudi čustveno se odloča, kdaj vključuje svojega otroka iz prejšnje partnerske zveze v te odnose, ne? Tudi, ne vem, starost posameznika tudi to določa, koliko še torej je časa, ne, v naslednjih letih. Tako da bi se razumljivo, da starši tukaj včasih mogoče res kak korak prehitro naredijo za otroka, ne. Otroku je to prehitro morda, tako da res pač postopnost, ne, da se otrok počasi navadi na neke nove osebe, na drugačne vzorce, in da potem tudi lažje sprejme. Pomembno je seveda, da sprejema tega partnerja drugega, partnerko, starš otroka, drugi starš otroka, to je zelo pomemben dejavnik, torej da daje neko čustveno dovoljenje za to, da se širi krog ljudi, s katerima otrok torej stik, ki so del njegovega življenja. In v bistvu podobno kot v vseh drugih stvarih, torej z nekim sprejemanjem, z odprtostjo do teh stvari. Seveda pa ima sestavljena družina številne izzive in pasti, ne, kako uskladiti urnike, kako uskladiti ves ta čas, ko so eni in drugi otroci pri enem in drugem, in tukaj seveda so potem potrebne dobre veščine komunikacije, reševanja težav, organiziranja, ne. Prebrala sem si v knjigi Socialno delo z družino o teh fazah, a ne, tudi potem, ko se sestavljajo že nove družine, a ne, te faze po Margaret Robinson, in piše, ne, da v bistvu recimo 7. faza, ko so novi začetki, pride do spoznanja, da je odnos med starši in otroki pomembnejši od odnosa, ki ga vzpostavlja novo partnerstvo, recimo, ne, ali pa v 12. fazi, ko pride do integracije, očim oziroma mačeha prevzame edinstveno vlogo, ki niti ne tekmuje z vlogo bioloških staršev, niti jo ne ogroža, in da potem to tudi sprejema vsa ta reorganizirana in razširjena družinska mreža. Skratka, vsi morajo biti dovolj zreli, a ne? Da ne grejo na neka svoja čustva, če tukaj še obstajajo, da pokažejo otroku, da je v redu, da ima še koga drugega rad, torej in svojega drugega partnerja iz
ne, in morebitne nove ljudi. Hkrati pa je v bistvu potrebna zrelost tudi teh novih ljudi, ne, da ne posegajo v neke pravice otrok, v ustaljene, recimo več let trajajoče odnose, kot so jih določili starši. Skratka, vsi morajo biti zreli. Ne? Tako je. Ne? Starš ostane starš, mama je ena in oče je en. Vse druge osebe pa lahko samo nekaj dodatno prispevajo v življenju otroka. In seveda na nivoju posameznika, starša je to težko, ker se počutijo ogroženi v tej svoji vlogi. Ne? Se bojijo, da bo nekdo nadomestil, da bo nekdo to vlogo mame ali očeta. Ne? Ampak res, če je tu neka odprtost, če se nekdo počuti ok, jaz sem ok, zaupam vase, sem dobra mama, sem dober oče, to se ne bo nikoli spremenilo. Ne? In največji uspeh je, kdo se zmore veseliti z otrokom. Zato, očetova partnerka pa ti je naredila tako lepo frizuro. Ne? Se veseliti z otrokom. Ne? To je res nekaj največjega in seveda zahteva zrelost veliko. Ja. Tako je. Bi rekla sem to, ne? Če ni strahu pred izgubo, ne? Ja. Če ni strahu pred izgubo, potem ni nobenega strahu za nič več. Ne? Tako. Ne? In to recimo te razširjene družine, tudi babice in detki, ne? To so izjemno pomembni. Ne? Saj zakon pravi tudi tako, ne? Da tudi da babice in detki, ne? In druge osebe, ki so čustveno navezane in povezane z otroci, imajo pravico do stikov. Ne? Tudi otroci pravico do teh stikov z njimi. Absolutno, ne? Kadar so v korist. Ne? Ja. In veste, tle se vse premalo predlogov vlaga. Ne? Jaz sem vložila v svojih več kot 20 letih mogoče, 5 predlogov. Ne? Ko so prišle babice pa detki, pa so rekli, hočemo imeti stike z vnukom. A ne? Ko je recimo eden izmed staršev ni imel zadostnih kapacitet in pač so bili stiki omejeni in seveda potem niso mogli imeti stikov s svojim vnukom v času, ko je imel recimo ta njihov sin ali pa hčerka, ne, stik z otrokom. Ne. In to so, bom rekla, to so take stvari, ki pravzaprav se vse premalkrat o njih govori. Ne. Babice in detki so ključni sestavni del, bom rekla, bi morali biti odraščanja, ne, vsakega otroka. Ne. Skratka, da morata starša, ko greste na razred, paziti tudi na to, da imajo otroci dovolj stikov tudi z obemi po obeh linijah. Absolutno. In pa sorojenci. Ne? Meni se zdi to izjemno pomembno. Ne? A veste, če so kakšni sorojenci recimo, ali pa recimo kakšne polsestre, polbratje, ne? Starejši, ne? Je to krasen, ne? Da imaš nekoga, bom rekla, kot vzgled, a ne? Da vidiš pravzaprav same pozitivne stvari. Kaj se pa zgodi, ko grejo že te sestavljene družine, če greste pač recimo zakonca, ki sta bila prej že poročena, potem narazen? A tudi take primere verjetno dobivate? A je to potem bolj zapleteno, manj zapleteno? Kaj običajno takrat? To so verjetno že potem starejši ljudje? Se pravi, ko grejo drugi ali pa tretji zakoni narazen. Jaz imam eno stranko, ki je 3-krat že k meni prišla. 3-krat se je že razvezoval, 3-krat sva že delila skupno premoženje. Seveda se dogaja, ne? V življenju živemu človeku se vse zgodi, jaz pravim. Ne? Jaz sem že toliko stvari videla, mene pravzaprav nič ne preseneti več in važen je izid, pravzaprav. Ne? Kdo ima pa tukaj pravico do česa, recimo, če gre narazen nek zakon, recimo drugi zakon, kjer pa ni skupnih otrok? Ja. Kaj se tukaj deli? Isto? Isto. Gleda se na premoženjsko pravnem področju. Vi imate, se mi zdi pomembno vedeti tudi za gledalce, ne, in poslušalce. Se pravi, 2 kategoriji premoženja poznamo. Ne? Se pravi, posebno premoženje, tudi so premoženje, ki ni bilo pridobljeno z delom v času trajanja skupnosti. In to posebno premoženje, ko je recimo, da si imel premoženje od z prejšnje delitve, če govorimo o 2 zakonih, ali pa da si nekaj podedval, ali pa da si nekaj dobil v dar. Ne? To premoženje ni predmet delitve, tudi ne v 2., ne 3., ne kateremkoli zakonu. Ne? Se pravi, predmet delitve je pa samo tisto premoženje, ki ga pridobiš, če ga pridobiš. Ne? Po istem ključu, ali sporazumno, ali pa če sporazuma ni, ne, preko sodišča s tožbo. Ne? To pa traja. Ne? To pa traja, ampak včasih, a veste, jaz pravim tako ljudem, ne, če nekdo ne ponuja nič in hoče vse, takrat pač nimaš izbire, ne? Takrat pač vložiš tožbo. Se probaš potem tekom postopka zmeniti. Če pa je neka možnost dogovora, pa je tudi ta dogovor pride v poštev. Jaz sam še to povem, imela sem eno stranko leta nazaj, ko sva vložile tožbo in smo imeli mediacijo in je pač zahtevala določen znesek za izplačilo. Šlo je za klasično slovensko vlaganje zakoncev v premoženje staršev. Nek prizidek se je delal, ne, to bi rekla je taka
tipična slovenska zgodba. In nikakor se nismo mogli zmeniti nič, ne. Nikakor nič, v redu. Zadeva je trajala 10 let, zaslišali smo, mislim, da 56 prič, imeli smo 2 izvedenca, res tako, spis je bil enormen. Prosim? Zaradi prizidka? Zaradi prizidka. No, in potem razsodi sodišče prve stopnje, mi 2 uspeva, več sva dobile, kakor sva mislili, da bova, obe sva bile zadovoljne. In potem višje sodišče, mediacija spet, ne. Sem rekla, pa dobro, zdaj pa nova dale soglasja, ne. Sem jaz rekla stranki, sem rekla, dosti jih imam, ne plačajo to, ne, kar morajo plačati. In potem stranka prav, veš kaj, dajmo vseeno iti na mediacijo, mogoče pa se bomo kaj zmenili. Sem bila zelo skeptična, ne glede na to, da sem mediacijam res naklonjena. In smo se zmenili, po mislim, da več kot 10 letih smo se na višjem sodišču zmenili. In moja stranka je premogla toliko, bom rekla, enega pozitivnega odnosa, še vedno po vseh teh letih, da je rekla, veš kaj, jaz ne bom vsega vzela, kar so mi prisodili. Ne mi dajo manj. Bojo dali takoj, pa ne bom z izvršbo terjala. Ma boljš, da imam vrabca, kako rečejo, v roki kot golob na strehi, ne. Pa sem rekla, saj že imaš goloba v žepu, ne, pa v roki, ne. Ne, je rekla, je še vedno na strehi. No, hočem reči, te zadeve se vlečejo, ne. Lahko, ne, lahko. Ja. Ja, prišli smo do konca. Če bi še katera od vaju rada kaj opozorila, česar jaz nisem mogoče izpostavila, kar drugače bi pa rada povedala, da je recimo prejšnji teden, ko sem gostila tukaj Bronjo Žakelj z njeno življenjsko zgodbo, med drugim sem jo vprašala tudi o ločitvi, ne ker bi bila radovedna, ampak ker je to tema, ki je sama tudi že javno o njej govorila in je izjemno lepo povedala bralce in poslušalce in gledalce, napotujem, da si ogledajo tudi ta podcast, kaj pomeni ločiti se v korist otroka, ne. Kako sta si z nekdanjim možem Blažem v bistvu stala v strani oziroma kako sta se dogovorila tako, da je bilo za otroke najboljše. In to so tiste zgodbe, mogoče, o katerih danes smo govorili tudi o hudih stvareh. Gotovo pa vidve poznate tudi veliko teh dobrih zgodb in o teh mogoče je treba večkrat govoriti, da bojo tudi drugi, ki se ločujejo, mogoče ne pomisli najprej na to, s katerim mečem bom udaril, ali kako ste vi rekli že, s katerim orožjem bom šel nad bivšega partnerja, ker v bistvu to so ljudje, ki so bili prej povezani v ljubezni, ne, in je v bistvu žalostno, da jih potem neko sovraštvo ločujete iste ljudi, ki so, ne vem, iz ljubezni ustvarili te otroke, ne. Tako da mogoče se moramo tudi bolj osredotočati na te pozitivne zglede, ni jih tako malo, ne, in je tudi o njih treba govoriti, je tako. Kot ste rekli, tu je tanka meja med ljubeznijo in sovraštvom, ne. Res so dobre zgodbe. Jaz bi res rada to poudarila, ne, da je res to eno obdobje krize, težav, stisk, novih izzivov, ampak večina to zelo dobro zmore in prišel bo čas tudi res tistim, ki se jim to dogaja, ko bodo stvari spet v redu tekle, ne. Res probati pač se sodelovati, se dogovarjati v največjo korist otroka, misliti na otroka, kako je njemu, kakšne so njegove želje. Jaz rada to pokažem z otroškimi risbami. Meni otroci v razgovorih, ti otroci, ki so iz ločenih družin, pa tudi leta po ločitvi, vedno narišejo oba starša. In te risbice so lepe, pisane z sončki in s cvetovi, ne. To je svet otroka, to si otrok želi, ne. In vidi oba starša in mu to dopustiti. In je verjetno fajn tudi, če se kdaj tudi torej nekdanja partnerja tudi pri otrokovih recimo življenjskih dogodkih, ne vem, matura, ne, v leta in tako naprej, če oba prideta, da otrok ve, oba sta tukaj, oba sta na sliki, oba imam še vedno. Tudi če so potem že odrasli, tudi če so leta minila, je tako? To so zelo pomembni trenutki in se mi zdi, da večina zmore, tudi kljub vsem zameram in težavam, zmorejo takrat skupaj sedeti in se skupaj fotografirati. In seveda takrat otrok ve, še vedno imam svojo družino, pa čeprav imam na 2 koncih. Ja, je drugačna, ampak tudi takih je vedno več in je pomembno, da v bistvu zdravo živijo in da za otroke najbolje poskrbijo. Veste, mogoče samo to, zame so najlepše zgodbe tiste, ki se začnejo zelo slabo in končajo zelo dobro, ne. Zdaj, jaz mogoče imam malo tega hendikepa, da meni pridejo res, v našo pisarno pridejo pač ljudje, ki so res obupani, ne, ker res so v nekem brezizhodnem položaju. Ampak ko ti vidiš, kako pravzaprav ljudje rastejo, kako zorijo, kako pravzaprav sprejemajo
zase težke odločitve z namenom, da zaščitijo otroka, takrat ti je pa toplo pri srcu. In to so zgodbe, ki so vredne omembe. Okay. Ja. Najlepša hvala obema gostjama. Hvala lepa, da ste prišle in govorili v bistvu to, kar bi morali vsi slišati, ki se bodo ločili, so se ločili, se bodo ločili, se ločujejo. Hvala. Hvala. Hvala lepa za povabilo. Hvala. Hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem, poslušalkam. Že naslednji teden bomo tudi spet z vami. To epizodo pa prosim delite z vsemi, ki v bistvu bi morali slišati karkoli od tega, o čemer smo danes govorili.